lepo pozdravljeni in ravno kar sem na telefonu z Rokom Trkajom in ga moram noter spustiti, tako da Maša, zabavaj naše občinstvo za minutko, potem se bomo pa zamenjali, zdaj za minutko, pol bomo šli pa na hiter oglasni blok, da vse zrihtamo. Tako, čau. Tako, to je tako, ker pri nas je vedno v živo vse, tako da se marsikaj zgodi in takole bo zdaj Luka sprejel naša gosta, prva gosta, ki boste seveda Rok Trkaj in pa seveda tudi z njim bo prišel dr. Igor Saksida, ona dva sta avtorja te nove knjigice, o kateri se bodo pogovarjali, gre za knjigo za otroke, poezijo za otroke in seveda zraven lahko dobite tudi CD, ampak več o tem bodo govorili seveda oni sami. Mi pa lahko morda povemo še enkrat, da nas lahko spremljate na vseh družbenih omrežjih, tudi zdaj bomo postali tam bolj aktivni, namreč družbena omrežja bo prevzela naša Tina Vesna, ki jo tudi zelo poznate in se z družbenimi omrežji dobro pozna. Tako da v bistvu bomo zdaj malce zavrteli en video, ki vas bo malce upeljal v tematiko, o kateri se bodo potem pogovarjali Trkaj, Saksida in naš Luka. Tako da poglejte si. Koliko je huda mravljica zares huda? Sicer je bika pohrustala in se mora gej pustila, ampak kaj pa če pride Spider-Man? Pa če pride Superman, pa če pride Hulk, pa če pride še Thanos, pa še zraven Ceferin. Ja, pa se mora pa mravljica spremeniti v super mravljico. Kako? Preverite v res. Ko pride huda mravljica, nikaj več junaka, Batmanu je bed, da v hlače se pokaka. Kakšno je dano v tem pismu povelje, kakšno povelje, kakšni... A poznate tisto, kar kralj Li pošlje vsem cicibanom pismo, v katerem pove, da morajo spat. Ampak mi se igramo in beremo knjige, repamo, žuramo, čakamo vikend, ko pri nas noče, pri vas je še dan, zato nihče od nas tu sploh ni zaspan. Če ne spat, pa repke poslušati in brat. In se igrati. Šahmat. Evo Rok, pa nam je uspelo, a je bilo težko studio najti? Studio je super, samo zamenil sem ga za trafiko. Zamenjal si ga za trafiko, ne? Tako se pa včasih zgodi, vendar prvič je pa vedno tako. Dobro jutro, dober dan. Tako. A bo še knjigo predstavil, ki je njih dol smuknila, ker smo vse malo hektično naredili, ampak se veste, kako pravimo na naši televiziji, v živo je še najbolj sveže. Kaj ne? Ker nikoli ne veš, kaj se ti zgodi, če kdo zamuja, če kdo kdaj prihiti. Tako smo lahko bolj usklajeni, smo lahko včasih malo bolj zbujeni. Rok, povej mi ti zdaj to, zakaj si zamujal, a ti je bilo malo slabo? Ne, v bistvu sploh ne, ampak za ta pravo naravo sva z Igorjem skočila še tjale v bar na kavo. Itak ga ne strežejo, da usede se not, zato sva bila vzunij in bilo na moj komod. Nakrat sva se še malo zagovorila in evo, tako je ta ura minila. Pa sva malo zamudila, vsem sva prišla, evo jih repki, evo ti ga na. Imenitno, evo, pa sem še jaz malo povadil mojo poezijo in rep. Rok Trkaj in dr. Igor Saksida, poznavalca mladinske književnosti, sta knjigo Repki ustvarila izvirno kombinacijo repa in poezije za najmlajše. Tako je. Čestitke ob izidu, tole je šlo že oktobra? Ne. Če se ne motim? Ja, išlo je oktobra, v koncu oktobra, ampak ker so knjigarne zaprte, je v bistvu izid pa izhaja vsak dan, tako da je zadeva še sveža. Lahko se jo dobi po internetu na mk.si, to je pa to. Tako da, kaj so pravzaprav repki? Repki so združitev poezije, antologije najboljše otroške poezije, ki jo je izbral Igor Saksida, in z Damjanom Jovićem pa z Igorjem pa smo naredili še rap 12 pesmi, v bistvu posebej za mlade in za družine od 3 do 11 let. Tako da nekaj novega, sploh za te dni, ko se vsi bolj
Tele repki, ne, so kar poskočni. Tako, ja, evo, jih bomo stabilizirali. Takole. In to sploh prav pride zdaj, ko se vsi bolj družimo doma, Res je. kaj ne, in knjiga še tako prav pride, da ne gledamo stalno v neke ekrane, čeprav mi radi vidimo, če gledate nas. Tako, TV Ljubljana posod že poznana. Najlepša hvala, Rok. In Rok, odkje pravzaprav ideja za repki? Kdo vaju je z Igorjem pognal v ta novi projekt? Kajti vidva sta že prej zabavala in izobraževala mladino, po slovenskih šolah sta nastopala s klasikami, Tako, če se ne motim. Klasika je bila podobna knjiga, mičken manjša, je pa združevala klasično poezijo in rap. In ta knjiga je bila velika uspešnica, ker sva imela, Igor, koliko 60 nastopov, 60 ali več nastopov po celi Sloveniji, po šolah, po narodnih domovih. Bila sva tudi v Švici. In ko sva bila, prvi spomin, ki ga imam jaz, kako so repke nastale, ko sva bila v Žalcu, sva bila na eni prireditvi in je gospa vprašala in rekla, joj, kaj pa kaj za mlajše? A bi lahko še kaj za mlajše naredila in so se res začela pogovarjati o tem v Igorjem avtomobilu Prasku, kako bi to bilo, pa štos gor, štos dol. No in potem se je pa zgodila ena zadeva, ko so šla pa v Švico nastopati, je pa mene osebno ta zadeva me je pa fajn dregnila. Zaradi tega, ker sem tam, je prišel tja en fant, katerega smo peljali do tega narodnega doma in on je živel zdaj v Švici 3 leta in je znal ful slabo slovenski. Ne? In takrat sem jaz opazil, koliko je ta nit, ki jo imamo z našim jezikom, koliko je pravzaprav krhka. In če dolg časa ne govoriš jezika, ga enostavno pozabiš in pozabiš to, kar je nam skupno. Je ta jezik na način, ko se sporazumevamo, razumemo, ampak je več kot sam jezik, je tudi neko socializacijsko orodje, prenašalec vrednot in tako naprej. No, potem sem pa šel na YouTube pogledati, kakšne so kaj vsebine za najmlajše in sem vpisal recimo abeceda in nisem bil najbolj zadovoljen, ker je to še vedno neka synthesizer glasba z neko variacijo ameriške A, B, C, D, E, F, G prevedeno na slovenski način in sem si rekel, dajmo zdaj to res narediti te repke, da pokažemo, da lahko v Sloveniji naredimo tudi neko kvalitetno zgodbo. Tako, kaj bo čisto naša, kaj ne, ni treba, da si vse sposojamo od drugih. Tako. Zdaj, odrasli smo tisti, ki otroke ne upeljemo v sprit branja. Kakšne so vajne očetovske bralne izkušnje? Ne? Predvsem tvoje, ti imaš hčerko, če se ne motim. Tako je. Ja, zdaj je najbolj aktualna pošast Mici in jo je potrebno skozi in skozi brati, v bistvu si izmišljati glasove in potem pa še hkrati pa zelo delava na tem, da jo jaz poskušam spodbujati, da si tudi sama že izmišljuje zgodbice. Tako da, preden greva spat, imam jaz eno zgodbico, potem ima ona eno zgodbico in potem se smejiva in nadaljujeva in s tem se nekako krepi domišljijo. Drugače pa čim več branja, kolikor je lahko, tem boljše. Tako, zelo dobra podlaga za miš. Tako. Mala impra šola. Aha, potem na osnovnih šolah, nekaterih, ne, si že lahko za kreativne otroke, kakor je tvoja hčerka, definitivno. Ne. Kaj pa ti najraje bereš, Rok, tako sam zdaj te dni? Hčerki si povedal za hčerko, da tole pošast Mici, da preberaš. Kaj pa ti zdaj te dni, poleg repkov? Jaz pa prebiram eno knjigo, ki se imenuje Iron John, Železni Janez. Je pa v bistvu govori pa o moških in o tem, kako imamo vsi pravzaprav eno divjo plat znotraj sebe, kjer jo lahko ali zatremo ali ne. Tako se mi zdi taka ful zanimiva knjiga. Pa berem Stoike, to je to. Pa Stoike. Ja. Pa dobro, ne? Ja, tako se treba nekaj se izobraževati in brati. Ne več, ko beremo, bolj se krepimo. Rok, katera je pa tvoja najljubša zgodba o repkih? Pesem. Jaz bi rekel, da so mi pri srcu, zdaj na prvo so mi kar Ustrahavanke, so mi všeč. Ustrahavanke? Ja, Ustrahavanke, ker so tako, vedno se spomnim pol na
hčerkico svojo, ki mi vedno reče, oči, da mi ustrahavanke, pa se ne bom nič bala. Zato, ker je taka dosti strašna pesem, kjer smo naredili, da bi se mogoče kakšen mladostnik pokakal pa polulu v hlače, ampak hčerkica moja pa kar hoče skozi, je to nekako zabavno. No, to. Evo, pa imava že nagradno vprašanje. Super. Za nagradno igro. Ker si prinesel eno knjigo s sabo, jo bomo podarili. Tako. Jo bomo podarili naprej. Kaj si obetata? Nas čaka morda kakšno spletno branje? Videl sem, da sta pripravila veliko zabavnih posnetkov, nekatere smo že zavrteli. Kdaj bosta pa lahko, misliš, kaj šla med ljudmi z knjigo? Ja, jaz upam, da do naslednjem letu, da bo to pač mogoče. Ne? Mi imamo že nekaj nastopov, imamo že potrjenih, da bi bili, ampak seveda je vse odvisen na situacijo, kakršna pač bo zdaj v prihodnosti, tako da upava, da ko enkrat vse te epidemije in tako naprej kominejo, da se ljudje ne bodo bali teh nastopov v živo, da se jim bo spet povrnila zaupanje do tega in da bodo enostavno uživali in da bomo veliko rajali skupaj, se zabavali in se tudi učili skozi rap in knjigo. Tako, zdaj pa, da te še za na konec povprašam, preden se zamenjaš z Igorjem, repki. Ne? Kako sta prišla do takega naslova knjige? Izhaja knjiga iz naslova ali je potem knjiga ustvarila naslov? Kako sta tole se odločila, kaj bo? To pa mislim, da bi Igor znal povedati. Jaz prve slike, ki se jo spomnim, je to, kot sem rekel, v Žalcu in potem, da sva bila na Dolgem mostu v eni pizzeriji, da so sedela tam in so se pogovarjali, bodo repkoti, repki, a bo zajem ali se bo zejem pisal. Ampak mislim, da si je Igor to ime izmislil. Ne vem. Ti si bil že ujet v ta vrvež kreativnosti, to je bilo neurje, ki se je šele zdaj komaj začelo polivati. Kako je že bilo, Igor? Za zvočne perutnice, kako je? Repki, ampak kaj je bilo še prej? Zvočne perutnice za repke in repatice. Ja, zvočne perutnice za repke in repatice, tako je bil prvi naslov. Pa je bil naslov, da je bila klasika 2 za najmlajše, pa tako naprej. Veliko je bilo preigravanja v teh idejah, no zdaj so pa repki. Repki. Meni se zdi imeniten naslov točno pove, Ja. zakaj se gre. Slikanica, platnica je tudi zelo kreativna in zabavna. Tako da, Rok, najlepša hvala, da si vzel čas in prišel in nam pripeljal tudi Igorja. Tako. Veliko uspeha s knjigo in upam, da bomo lahko čim prej skupaj brali v živo. Hvala ti lepa za povabilo. Kadarkoli. Boš pa tudi naš gost v popoldanski vdaji. Ja, no, 2x1. Ja. 2x1, to še, ampak o tem pa kdaj drugič. Boste morali spremljati Ljubljana TV, da boste našega Roka Terkaja še kdaj srečali na našem kanalu. Rok, najlepša hvala, mi pa na hitro v oglase. Po oglasih bo pa z nami tudi že soavtor knjige Repki, dr. Igor Saksida. Se gledamo.